Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Nadzorni svet Petrola je na predlog mandatarja za sestavo uprave Aleksandra Svetelška imenoval novo upravo družbe. Predsednik nadzornikov in direktor odškodninske družbe Tomaž Kuntarič je povedal, da bodo v upravi poleg Svetelška kot predsednika uprave še Roman Dobnikar, Mariča Lah, Jani Živko in Rok Vodnik. Ne v tem izrazim zadovoljstvo, da je nadzorni svet enotno imenoval celotno upravo in s tem upravil najbolj odgovorno nalogo, to je tudi najtežjo nalogo nadzornega sveta. Prepričani smo, da Petrol s tem dobi novo upravo z svežino, z izkušnjami in nedvomno zelo strokovno. Pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije Pavel Jamnik je v zvezi z zapletom zaradi založenih depeš v zadevi Patria povedal, da je disciplinski postopek zoper enega od policistov iz sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje zastaral. Zato je bil ustavljen. Včeraj je bivši minister za notranje zadeve Dragutin Mate rekel, da gre tukaj za očitno politiko, da se ljudi, ki so delali napake, ponovno zdaj rehabilitira in vrača nazaj na delovno mesto. Kot sem vam povedal, mi smo ravnali po zakonu o javnih uslužbencih. Oba uslužbenca sta bila po ugotovitvah nepravilnosti za 3 mesece po zakonu o policiji predstavljena na 2 različni policijski upravi. Ko je bila ta predstavitev mimo, se je eden od uslužbencev vrnil na prejšnje delovno mesto, drug uslužbenec pa je že prej zaradi sklepa o izredni odpovedi delovne obveznosti zapustil policijo. Ampak ali to pomeni, da ko se je vrnil na delovno mesto, da bo spet delal na isti zadevi, se pravi na tem sektorju Interpola, kjer bo lahko morebiti tudi zopet založil ali pa tudi nekakšno depešo? Ta uslužbenec oziroma naš kolega dela ta trenutek v sektorju za mednarodno policijsko sodelovanje. Mu je za zaupati? Hvala, vredo. Hvala. O založitvi depeš, komentar dneva, nekdanji minister za notranje zadeve Dragutin Mate. Glede na to, da so v policiji v zadnjih dneh vrnili na staro delovno mesto osebo, ki je zagrešila hudo strokovno napako pri ravnanju z depešami, menim, da gre za skrajno neprimeren ukrep oziroma za malomarno ravnanje znotraj sistema z večjih razlogov. Prvič, nadzor, ki sem ga odredil, je nedvoumno pokazal in dokazal, da sta 2 delavca policija vedela za depeše ter malomarno z njimi ravnala. Najbolj nenavadno je to, da oseba, ki je samo izvajala navodila svojega nadrejenega, je v disciplinskem postopku bila spoznana za krivega in so jo odpustili iz policije. Oseba, ki je pa dajala takšna navodila, se pa vrača na svoje delovno mesto oziroma na področje dela Interpola. To je še eden od nizov dokazov, ki govorijo o tem, da očitno je bila cela afera Patria vodena nekje od zunaj politično. Nenavadno je tudi to, da za depeše v sistemu ni vedel nihče, razen teh 2 policistov, medtem ko je Drago Kos nenehno govoril o nekih depešah, ki so prihajale, in šele, ko smo na to odreagirali in začeli iskati, kaj se dogaja, oziroma so začeli iskati v policiji, se je ugotovilo, da so te depeše dejansko prišle. Jaz vidim v tem zelo preprosto dejstvo. Nagrajuje se osebe, ki so pomagale prikriti določene podatke, ki so v tistem trenutku pomagali diskreditirati takratno vlado. Zelo zaskrbljujoče je pa seveda tudi to, kakšno sporočilo daje policija svojim podrejenim, da če si prijatelj z pravimi ljudmi, potem lahko narediš napako in se te vrne nazaj na svoje delovno mesto. To je nesprejemljivo in seveda zaskrbljujoče je to, kako bo Interpol reagiral na to, da nekdo, ki je naredil tako hudo napako, bo spet delal z njimi. Ti šiš, ne? Sam je kar dobro povedal, ne, pizda. Kar dobrega ministra smo imeli včas. Kaj pa ti misliš? To je bil dec. Še danes zna povedati straight to the point in tako, kaj je. Ne pa zdaj tale blondinka, kaj imamo, ne? Ma ja, stari. Se strinjam. Ej, jaz skozi govorim, feminizem nas bo pokopal. Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik je predsedniku vlade predala poročilo varuha za minulo leto. Premier Borut Pahor je ob tem dejal, da delo varuhinje zelo ceni. Seveda, kaj je pa ženska. Feminizem, stari. Jaz sem vprašal
varuhinjo bi lahko stanje človekovih pravic ocenili kot dobro, ampak je rekel, da je to vedno relativno, jaz se s tem strinjam, nikoli ne bo tako dobro, da bomo zadovoljni. Vlada bo torej pripravila odzivno poročilo, da bo poslala državni zbor in se potrudila, da bo potem, ko bo na ravni ministrov skrbno proučeno, tudi dobro izdiskutirala v našem parlamentu. Izvolite. Varuhinja Zdenka Čebašek-Travnik pa je ob tej priložnosti odgovorila tudi na Denisovo vprašanje, kaj se je v letu 2008 na področju človekovih pravic spremenilo na bolje. V letu 2008 so bili sprejeti 3 zakoni, za katere je Varuh že dalj časa opozarjal, da jih nujno potrebujemo. Gre za zakon o preprečevanju nasilja v družini, zakon o pacientovih pravicah in zakon o duševnem zdravju. Čeprav moram hkrati pripomniti, da predvsem zakon o duševnem zdravju ni takšen, kot smo si ga želeli, oziroma se bojimo, da bo odpiral nove probleme. Slovenija, 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 kulturac. Ej, stari, zakaj kultura, mislim, a ni to bolj šport? Kakšen šport? Ti ber! Prav. Vabimo vas na Pčelina bilica Jam, športno-družabni dogodek, na katerem se bo zvrstilo veliko zanimivih dogodkov pod okriljem Šajbe. V ospredju pa bo vožnja z BMX kolesi. Še vreme? Vam je vroče? Se potite? Verjemite mi na besedo, pod studijskimi lučmi je še slabše. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.